Fantasy. Radio Fantasy. Po sedajniku in tudi tukaj imamo eno super fajno navezo. Zdaj nas je kar malo več v studio. Pozdravljam Klemna Kotnika in Jureta Nežmaka. Lepo zdrav. Ja, Jure, na radiju sta jaz tako, da se morata sem- govoriti, ne kimati. Ja, lepo zdrav. Ja, to je Pozdravljeni. Evo. Ja, zdaj Klemen, namestnik poklicne gasilske enote Celje. Ja, namestnik direktorja, Direktorja? poveljnika. Direktorja. Ja. Direktorja, Tako, poveljnika, tako. obe dve funkciji. Obe dve funkciji. Tako. Ja, Jure pa vodja enote splošne nujne medicinske pomoči. Ja, v bistvu reševalcev. Reševalcev. Vidiš le. Hvala lepa. Zdaj rešujemo skupaj Modra luč v Celju. To je stočnica našega klepeta. Tako. Dajva, Klemen, daj povej. Uvod. No, Klemen, da je to vod. Ja, padla je ena ideja, se pravi, večkrat sodelujemo na raznih tipih intervencij, med sabo se povezujemo, ljudje so radovedni, želijo spoznati naše delo, mi se usposabljamo ponavadi bolj interno in smo rekli, zakaj ne bi v bistvu ljudem mi prikazali to naše delo, to naše povezovanje, se pravi nas kot gasilcev, reševalcev, policistov, dajmo to nekako združiti in odpreti zadevo za javnost, da bo imeli možnost videti takrat, ko mi nismo, v bistvu, ko ne rešujemo dejanskih življenj, ampak ko se usposabljamo. Tako da malo smo se med sabo povezali, poklicali, se usedli za mizo in nastal en tak lep projekt, se mi zdi, v dveh delih, dveh dneh, petek, sobota, v petek 4 delovne točke, v soboto ena malo večja zadeva. In mislim, da bo fajn. In za nas, da se bo lahko skočim, datumsko, to je za naslednji teden, ne? To je naslednji teden. Ne danes pa jutri. Ne danes pa jutri. 24. in pa 25. maj. Se pravi petek in sobota. Tako. Jure, a vas je bilo težko prepričati? Absolutno ne. Tukaj zraven bi dodal, tako je rekel Klemen, mi se pogosto kad usposabljamo. V bistvu sama ideja, da bi mi kaj takega pripravili, je prišla ravno na našem usposabljanju v lanski jeseni. Sama ideja je prišla pa strani direktorjev, oziroma sama pobuda je prišla strani direktorjev. Absolutno nismo rabili veliko prepričevanja, ne mi, prav tako ne gasilci. Takoj smo skočili v akcijo, sestavili nekaj skupaj in od takrat v bistvu aktivno delamo na tem projektu, ki se ga v bistvu že zelo veselimo, da se bo začelo dogajati, da bomo lahko pokazali, kako sodelujemo, zakaj je pomembno sploh naše sodelovanje, pa da v bistvu na najtežjih intervencijah res delamo vsi skupaj in da smo odvisni eno drugega. To je zdaj tudi ono, veš, pač 2 dni, ne? 5 intervencij, to je ono, veš, kot včasih, 2 flora, ne? 5 DJ-jev in v bistvu bo zdaj dejansko To imaš prav, ja. Na različnih lokacijah. na različnih lokacijah. In na različnih scenarijih. Različni scenariji, ja. Različni scenarij, ja. Lahko malo poveste, kdaj, kje bomo kaj videli? A veš? A imate plonk cel? Nekaj vemo, Ni, ja. brez nekaj vemo. Neko osnovno idejo imamo. Zdaj samo dogajanje v petek je razdeljeno v 2 dela, dopoldanski in pa popoldanski del. Začnemo že zjutraj ob 9. uri in takoj pričnemo z 2 scenarijoma. En se bo odvijal na Dečkovi cesti, na poklicni gasilski enoti v Celju. Drug del, se pravi drug scenarij, se bo pa istočasno odvijal na eni lokaciji, v bistvu pod Celjsko kočo, se reče Star plac. Zadeva bo zelo dobro označena, zdaj mikrolokacije točno ne bomo še povedali. Približno se ve, ne? Vi veste, no, mi pa vemo. Mi vemo. Očividci pa tisti, ko bo mogli delati, bo pa v bistvu mogli locirati, če v bistvu tam poškodovali. Ja, logično, vi morate tudi svoje presenetiti. Seveda. Ja, razumem. Zato je usposabljanje, da kaj od tega odnesemo. Ja, Zdaj, če so v bistvu fanti če so vse skrivnosti ali pa... Klemen, da te kar popravim. Fantje in dekleta. Fanti in dekleta, ja. No. V naši ekipi je malo več fantov, ne? Zato me včasih malo zanese. Ja, drugače pa fanti in dekleta, seveda. Pač naredili smo scenarije tak, da so dokaj znani, so pa taki noter kakšne malenkosti, ko pa bojo malo popestrile oziroma da bo prišlo glih tisto sodelovanje vodi, se pravi in nas poklicnih gasilcev in reševalcev in policistov, da bojo začutili tisto, da v bistvu ni čisto klasična zadeva, ampak da je malo da ima kak ščepec tudi skrivnosti. Okay. Še ostale lokacije bova razkrila čez nekaj trenutkov, ker imam tukaj skupino Tabu. Angel, po tej pesmi izvemo še, kaj se bo dogajalo, pa točno konkretno o čem se boste usposabljali, kakšna bo tematika. Pogovarjamo se, ker mesec maj je
maj usposabljanja strokovnih služb in gasilci, reševalci. Danes imamo tukaj v studiu Klemna Kotnika in Jureta Nežmaha. Še enkrat pozdravljena obema. Dobro jutro. Oba, no. Pozdrav, dobro jutro, pozdravljeni. Ja, prej smo navrgli, kaj se bo dogajalo, modra luč v Celju. No, ko smo pri modri luči, ne, pa Ja. pesem prej Tabu Angel. Ne. V bistvu oni so eni taki angeli tudi za mene, ker jaz sem že koristila vse njihove storitve. Na zadnje tudi reševalce. Ta zadnja, ja. Je bila v redu, ampak tiste prve pa ne bi omenjali, ker je bila pa šlamparija. Ne? Ja, tist pa ni bila moja krivda. A ja, ok, v redu. Ja. Ja, tako da, hvala vsem vam, ki pač mi pomagate na moji poti neumnosti. Tukaj za vse. Zato smo tako takrat, ko ljudje rabijo pomoč. Šuši, pri obojih imaš kartoteko. Evo. Ja, kot policajih še ne, oni pridejo pa naslednji teden. Tak, Dobre, kot rečeno, gre za usposabljanje in zdaj bomo mi lahko navadni smrtniki videli, kako vi to trenirate, ko pride do neke situacije. Ne? Recimo, eno je, če se nekdo utaplja, eno je, če je mogoče poskus samomora ali pa recimo avtomobilske nesreče. Kako ste se dogovorili, kaj boste počeli na teh usposabljanjih? Dosti teh scenarijev izvira mogoče iz neke realne zgodbe ali pa neka mogoče izpeljanka tega, kar se pravi neke realne zgodbe, pa nekaj, kar je tudi za nas recimo zanimivo za potrenirati. In ravno to bojo ti petkovi scenariji, to bojo neke zadeve, s katerimi se zelo redko ali pa mogoče celo nikoli ne srečamo. Poznamo to sicer iz nekih vaj, ki sami prirejamo ali pa iz kakih učbenikov, ko se za to učimo. Želimo pa to znanje seveda prenesti tudi v prakso, da lahko se na takih stvareh tudi probamo. Sami scenariji bojo res zahtevni, tako sem že rekel, ne srečujemo se tako pogosto z njimi, kar je sicer za ljudi absolutno to dobra stvar. Zdaj pa želimo dati možnost, da to naše ekipe potrenirajo, oziroma naše in gasilske ekipe to potrenirajo, očividci pa lahko seveda spremljajo, kako naše delo v neki taki zadevi poteka. Se pravi, rekli smo, da v petek bodo 4 take nesreče uprizorjene na 4 lokacijah, 2 zjutraj in 2 popoldne. Zdaj zjutraj, da ponovimo vajo, kje? Zjutraj se začne ob 9. Se pravi 2 lokaciji, ena je na poklicni gasilski enoti Celje. To je tam pri vas, ne? Pri nas, ja. Dečkova cesta 36 bo označeno za obiskovalce. Zdaj, glede na to, da smo v Celju tudi trajnostni, najbolj bomo veseli, če pridejo peš zaradi tega ne onemogočajo našega rednega dela. Se pravi, tam bo vaja poskus samomora. Se pravi, bo tudi scenarij v bistvu malo začinjen z nekimi efekti, ampak Ne smemo vsega ne povedati. smemo vsega povedati, ker je bolj zanimivo in vas V glavnem privabimo. Klemnu ne smemo skrivnosti kaj preveč zaupati, ker očitno on bi to vse povedal. Ja, tako. Se pravi, hkrati bo potekalo tudi ta delovna točka, kot je že Jure prej omenil, nekje na lokaciji, na starem placu, lokacija pod Celjsko kočo. Tam bo prišlo, scenariju je mišljeno, se pravi do poškodbe oziroma gozdarja, da se na njega, da se je v bistvu podrlo drevo na njega. Je pa zanimivost, da sta 2 gozdarja, klicajo pa ponesrečenec. Delovna nesreča. Delovna nesreča. Delovna nesreča, Tako. Okay, to bo se pravi od 9 do 12 Do 12. bosta ta 2 scenarija in dejansko vi lahko greste in na poklicno gasilsko enoto zjutraj prvo pogledati in potem še vseeno letite na Celjsko kočo in si pogledate še drug del. Tako, ker bojo v bistvu 2 scenarija 2-krat. Jaz bom nekaj drugega vprašal. Kako pa vi odreagirate, če se v resničnem svetu zgodi to? Naenkrat 2 taka dogodka. Imate to ekipe razdeljene ali koliko? Tako, zdaj to je tako po pravilniku o nujni medicinski pomoči za ekipe. Nujne medicinske pomoči je razdeljeno ekipe več, da na 2 takih zadevah bi lahko posredovali, seveda, če so ekipe na voljo. Ne. Ampak običajno so. No. Če ne si pa malo pomagamo, ne, okoliški. Tudi mi, isto. Pač zagotavljamo izvoz samih intervencijskih ekip v 1 minuti. Nekje zdaj za manjše nesreče ne izvozi cela izmena, se prilagodi oziroma glede na prioriteto same intervencije. Če gre za večjo prometno nesrečo pa masovno prometno nesrečo, se hkrati, ko se ekipa izvozi, se že vpokliče nove zaposlene oziroma mi temu rečemo vpoklic delavcev in ti najbližji Celjani v bistvu so v 2-3 minutah na zavodu in gre v bistvu naprej. Tudi, seveda si pomagamo tudi z prostovoljnimi gasilci, tako iz Celjske gasilske zveze, tudi sama poklicna gasilska enota
v bistvu po celi regiji deluje, tam pa tudi še z ostalimi sodelujemo. Tako da do 2-3 intervencije hkrati bi šlo, drugače si pa tudi pomagamo z ostalimi. To je ta povezanost. Ne? No, ampak ta povezanost, smo rekli, zdaj moramo še na popoldanski program za Ja, petek. to se ravno hotel reči, kaj pa mi, ko smo na šihtu zjutraj, se ne bomo mogli gledati vsega. Ne? Kaj pa lahko mi, od 1 do 4? Vi boste prišli pa popoldan, od 1 do 4 bo pa še Jure ti še malo. Ja, zdaj vmes bo malo pauze, ne? Med 12 pa 13 uro bo malo Ker je treba nekaj pauze. pojesti. Treba nekaj pojesti, malo se Za treba usposabljanje, ukrepčati. Tako, potem pa ponovimo z drugimi scenariji, oziroma druga 2 scenarija bosta na voljo za popoldanski del. Po popoldanskem delu med 13 pa 16 uro se bo pa odvijalo dogajanje na Špici v Celju, oziroma tle, ko je kajak klub Kanu, se pravi direktno tam. Bomo reševali poškodovanca iz vode. Tudi ne bom preveč podrobnosti razkrival, v glavnem to je lokacija, ne? Tam se bo dalo vse videti. Voda mrzla. Prosim? Voda je mrzla. Ja, voda je mrzla. To jaz ne bi mogla. Med 13 Saj in ne boš noter v 16. vodi. Med 13 in 16 Boš na uro, Brižini, tako. na varnem. Jaz Tako. sam, da bi bila pa jaz reševalc, pa da bi mogla v mrzlo vodo iti. a Zato veš, se pa usposabljamo z pravo opremo. Tako. Dobro. Medtem ko pa drug scenarij se bo pa potem dogajal v bistvu pod plezališčem na Starem gradu, oziroma to je, če bi šli po Pelikanovi poti gor, no, malo pod Starim gradom je to plezališče. Drug scenarij se bo pa na tisti lokaciji odvijal. No, ta je mogoče malo bolj skrit, sicer je dostopno, ampak je malo bolj skrit, ampak bo ta dva sta planirana za popoldanski del. Tam boste imeli pa reševanje iz globin. V bistvu reševanje iz globine. Ja. Tam je kar precej nedostopen teren pod tistim plezališčem, malo je bilo sicer urejeno, ker je, se pravi, tam je uradno plezališče, mi bomo pa v bistvu pod tem plezališčem, no, ker je kar precej strmo. Ja. Simulirali pa bomo v bistvu, da je pač plezalec, scenarij bo v tem smislu, da je plezalec pač prišlo do nesreče in je padel v to globel dol. Ne? Tako. Ok, in 25. To je zdaj pa še naslednji dan, sobota. Ja. Dan mladosti. Tako, 25. pa zadevo še malo razširimo. V Celju bomo razširili na, ne bojo samo poklicni gasilci iz Celja, ampak bo tudi v sodelovanju z Gasilsko zvezo Celje, tudi reševalci bojo razširili ekipo, bo mogoče Jure pol, hkrati tudi policisti bojo razširili same ekipe, ker bomo naredili v bistvu masovno prometno scenarij bo masovna prometna nesreča na Celjskem sejmu, v atriju Celjskega sejma. Več vozil, poškodovanih nekje okoli od 20 do 30, vsega tudi ne smemo izdati. Tako si preveč povedal. Vključena bo nevarna snov, tako da Vse, kar je možno. Kar fajn začinjena zadeva, tako da tudi za nas posredovalce bo to kar en lep zalogaj, oziroma tako pričakujemo res eno lepo dobro usposabljanje, da bomo vsi od tega res veliko odnesli, hkrati pa bo kar zahtevno. No. Pa moramo povedati, da v bistvu na vseh 5 lokacijah se bo odvijala intervencija, tudi če bo slabo vreme, ker vi ne poznate slabega vremena, ko je treba pomagati. Tako delamo v vsakem vremenu, ne glede na to, ali je sonce ali je dež, naš dogodek se bo odvijal. Zdaj, če bo dež, je to sam še mogoče ena dodatna začimba, ko bomo dali v naš dogodek. Držimo pesti noter. vsem, da ne bo, ne? Da ne bo deža, da bo vsem malo lepše vreme, da bomo lahko pač res vsi, ki smo tudi s cukra prišli do tja. Pa tudi ekipam bo malo lažje. Malo lažje je delati v suhem, kot pa v dežju. Ne? Da se tako zmenimo, mi bomo vse ostalo poskrbeli, vi pa pol še pač tiste dežnike, če bi slučajno. Ja. Ok, v redu, le bomo zrihtali, Te Marjana. palerine. V redu. Ej, imamo, palerine pa imamo. Tako da dejansko, mislim, ker tudi Radio Fantasy bo zraven v soboto, tudi v petek na vseh lokacijah, tako da bomo tudi mi malo, boste lahko spremljali naše storije, ker bomo res pridno objavljali tudi, kaj se dela tisti, ki slučajno ne boste mogli pač priti, da boste imeli vse podatke. Vsem pa, se pravi, policija, splošna bolnišnica oziroma reševalci, v Celju pa poklicni gasilci, pa potem tudi še okoliški, seveda. V Spravi. petek, v soboto pa se še pridruži cela Gasilska zveza Celje. In pa seveda vsi naši ker bo masovka, poslušalci. ne? Ja, je pa masovka. Tako, Ja. poleg Tako da- gasilcev še tudi okoliške enote, NMP, ne, tudi njih je tukaj izpostavil. Torej, ja, modra luč v Celju torej bo v smislu usposabljanja gorela, smo rekli, naslednji petek in soboto. Tako. 24. in 25. Klemen Kotnik, Jure Nežma, hvala lepa. Hvala vam. Fajn sfurite, pa se vidimo. Ja, Ja. seveda. Radio Fantasy. Radio Fantasy.